Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v šesti čut. V tej epizodi navdušena Avstralca, neverjetni šarlatanus Maximus in eksperiment s študentkami psihologije. Jaz verjamem, da je šesti čut. Vendar predstavljaj si karto v svojih mislih. Okay. Katerakoli karta v kompletu, ampak samo ti veš, katera je, dobro? Ja. Ok, probaj ponavljaj si svojo karto v svojih mislih, pa mi probaj kričati, sam ne mi povedati res z besedami, dobro? Mislim, da je tvoja karta, je to, si izbral eno pomembno karto, tako kot ena, kot as, res? Samo ne mi povedati barve. Predstavljaj si znak med nama, dobro? Me lahko se dotakneš tu nesreče, probaj mi sporočiti tvojo karto. Tvoja karta je črna, da še enkrat, daj dotakni se. Piko as? Ja. Res? Piko as? Ja. Okej, ja. Kaj naj reče, ne vem. Bereš misli, nekaj na tem. Raziskovanje drugega vida, kot so včasih imenovali pojem zunajčutnega zaznavanja, poteka že vse od 17. stoletja. Izraz zunajčutno zaznavanje je skoval oče parapsihologije, ameriški profesor Joseph Banks Rhine, ki je v poznih 20. letih 20. stoletja začel izvajati številne statistične raziskave na Univerzi Duke v Severni Karolini. Rhinov najbolj znan poskus je test z Zenerjevimi kartami. Karte, ki jih je izdelal Rhinov stanovski kolega Karl Zener, so bile podobne običajnim igralnim kartam, le da so imele 5 lahko prepoznavnih simbolov: krog, križ, 3 valovite črte, kvadrat in zvezda. Rhine je testiral študente, da bi ugotovil, ali lahko kdo tolikokrat pravilno ugane simbol na karti, da bi imelo to ugibanje večji pomen od zgolj naključnega. Podal sem se na Filozofsko fakulteto v Mariboru, kjer sem s študenti psihologije izvedel svojo verzijo Rhinovega testa. No, oba študenta psihologije se na test nista odzvala. So pa na moje veselje bile veliko bolj pogumne študentke. Ideja je ta, da si ti izbereš en simbol, jaz ga ne smem videti, itak se tudi skozi ne vidi, ne? Ja. Ampak te prosim, katerikoli simbol boš izbrala, ga daj tako v roke, še da res ne morem videti. Ja. Ostali 4 simbole pač odloži na stran tukaj, ne? Jaz imam tudi te 5 simbolov in katerikoli simbol boš izbrala, si ga vizualiziral v svojih mislih, jaz bom pa poskušal uganiti, kaj si izbrala. Ok. Dobro? Si ga zberem? Ja, ti vzemi simbol, lahko ti kaj posebnega pomeni, lahko je čisto naključno. Ja. Ok, 1 proti 5 so moje možnosti, ne? Da lahko da stegneš roke sem, pa si predstavljaš ta simbol na veliko med nama. Ok? Jaz bom poskušal, ne mi govori z besedami, poskušaj mi sporočiti ta simbol tako na veliko med nama. Ti kaj posebnega pomeni to? Ta simbol, ki si ga vzela? Niti ne. Niti ne, spontano? Ja. Ok. Jaz bom šel na prvi občutek. Ok. Daj pokaži. Joj. Kako je to mogoče? Je v bistvu, Ok. lahko bi bilo, ok, 1 proti 5, 20% možnosti, da zadenem. Lahko bi bilo naključje, da imaš poskusiti še enkrat. Lahko si izbereš isti simbol ali pa katerikoli drugi. Ok. Ne mi povedati z besedami, ampak govori mi, sporočaj mi ta simbol zelo zanimivo. Jaz mislim, da tokrat ni zvezda, ampak so linije bolj mehke. Jaz vidim 3 črte. Ja. Srhljivo malo. Kaj si misliš o tem? Zanimivo, da lahko nekaj takega obstaja, no. Da prek misli lahko veste, kaj sem zbrala, no, kaj jaz vidim.
Jaz mislim, da tokrat te res zanima, kako mi to uspeva in si poskušala vzeti še en drugi simbol, ki ga do zdaj nisi vzela. In jaz mislim, da tvoj nasmeh mi sicer izdaja, da je to res, ampak imam še vedno težko delo, ampak vseeno bom šel z križcem. Ja. Zanimivo, no. Čarovniški trik ali šesti čut? Kaj misliš? Po mojem šesti čut. Zvezdo? Ja. Res, da pokaži. Kako si to vedel? Morje. Ja. Okej. Si na nekaj drugega vmes pomislila, malo me je zmedla, ampak jaz bom vseeno poskusil to. Ja. Ja. Moj prvi vtis. Ja. Res, da pokaži? Kako dobro, zanimivo. Ti tudi nekaj posebnega pomeni to, kaj si vzela, ne? Ker Ja, imam tak nekaj lepega. Ja, Ja. jaz bi rekel, da je to morje. Ja, res je. Moj občutek je bil to. Ne, Okay. Kaj si vzela? sem vzela Okay. morje. Imaš morje, imaš rada, okay? Ja. Poskusimo še enkrat. Poskušaj mi ne nič oddati z nobenimi signali telesnimi, ker ko sem rekel, da niso mehke oblike, si mi malo pokimala, torej vem, da so trde oblike in bom šel za kvadratom. Ja, to pa je res. Mislim, da me malo preverjaš, jaz mislim, da si vzela morje spet. Ja, res je. Dober dan želim, lep dan. It's the best. I'm a kind of a magician for you today. Yeah, I'm Sebastian is my name. What's your name? Judy, Judy, nice to meet you, Judy. nice to meet you. Boris. Boris. My parents are Ukrainian. They went to Australia after the war. All right. And I grew up in Australia. Look, I have a, maybe you know, it's just 5 symbols. It's a ESP test. It's kind of Yeah. test of extrasensory perception. Yeah. So Judy, I ask you, you can choose any symbol you like. Maybe it means something to you, or maybe just a random symbol. I should not see it. Okay. And the symbol you choose, you just hold in your hands, right? Okay, so And can I look through and just yeah, pick one yeah, out? yes, please have a look. I will look away, and the 4 other remaining symbols just give to Boris. I should not see any of them. But the symbol you choose, you hold in your hands, please, for me. Yeah, I've got it. Yeah. Okay. Yeah. Now, Judy, can I ask you to step up, please, for me? Yes, thank you very much. And put the other hand like this, so because the cards are not marked in any way, right? So try to visualize your symbol and maybe hold a little bit higher. Yes. All right. I think, Judy, you are very romantic, and I think you went for, you like sea. I have this feeling that you went for, do you have a boat maybe? You have a boat. I had the image of a boat, and I had an image of the sea. I guess it must be the 3-way lines. Yep. It is the symbol that you, We do a lot of fishing in the ocean. And we catch fish, we catch little sharks, and a lot of times there's whales around us. That's very clever. yeah. Unbelievable. You're looking in my eyes. I don't know how you saw that. I really don't. It's very clever. Must be a real magician. Yeah. I've seen things like this on TV before, and I've never believed it. Like, because I haven't seen it in reality, but today it's still unbelievable what he amazing. did. But it's amazing. It's Yeah, unbelievable. especially about the boat and the fishing, because we do a lot of fishing out in the ocean. We catch some big fish and small fish, and the fact he found out about the boat and something we do together that we love doing, it's incredible. Very impressed.
Katja, jaz te vabim še k enemu drugemu testu. Zdaj, ko vidim, kako razmišljaš, bova naredila še en eksperiment. Tokrat bova zamenjala vlogi. In tokrat boš ti poskušala uganjati, kaj jaz mislim. Jaz bom izbral en simbol, ga bom položil navzdol obrnjenega na mizo. Ja. Poskušati bom kričati svoj simbol v svojih mislih in ti boš ta simbol odložila navzdol obrnjenega na mizo zraven mojega. Dobro? Ok, jaz si bom mogoče malo olajšal svoje delo zato, ker bom poskušal predvidevati, kaj boš izbrala. Ok, bomo videla, kako nam bo šlo. Jaz bom izbral prvi simbol. Počakaj malo. Ok, po intuiciji vzami en simbol, za katerega misliš, da sem ga dal dol, da ga navzdol obrnjenega na mizo zraven mojega. Kar tako. Tako. Gremo dalje. Čakaj. Ok. Tako, gremo dalje. Ok. Čakaj, lahko vzameš drugi simbol? Ja. Prosim. Ok. Si vzela... Dobro, počakaj. Zdaj, ne bi bilo zanimivo, da bi ti ugotovila, kaj sem jaz predvideval. Kar pokaži svoje simbole. Jo. Zanimivo. Sem hotela dati še drugega, pa mi niste pustili. Da vidimo, kaj imamo do zdaj. Pokaži simbola. Verjamem. Samo finta je, da sem vedela, kaj hočeš. Mislim, vedela, kaj hočeš. Pač videla sem simbol, ne? Ne vem, kaj to je. Isto naredi, vzami en simbol, katerikoli čutiš, da je pravi. Ok. Zdaj, če bi uspelo, prvo bi lahko bilo naključje, ne? Ampak zdaj bi bilo pa že čudno, če bi bilo naključje, ne? Ampak je bil dober občutek, kar si vzela? To si dobila za inspiracijo in to si izbrala? Ja. Ok. Poglej. Ful dobro, ne? Jaz bi tudi rada to znala. Imel sem občutek, da si se že prej odločila za en simbol. Daj si primisli, pa vzemi en drug simbol. Ok. Da tukaj sem, tako. Je res, imela si en simbol in si premislila in si vzela en drugi simbol, je res? Ne. Vzela si isti simbol? Ja. Ok, ker to me je zelo zmedlo, ne? Ampak intuicija je mogoče nekaj, kar je nekaj spontanega, ne? Vseeno je to bila tvoja svobodna odločitev, je res? Ja, tako mislim, tako se mi je zdelo, pa sem ostala na odločitvi. Ok, ker jaz sem te povabil, da zamenjamo vlogi in da ti poskušaš začutiti, kaj sem ti jaz sporočil, ne? Poglej obe karti. Kaj?
Torej, to pomeni, da ste vi prav izbrali, kaj sem jaz mislila o vašem izboru. Zanimivo. Dal sem ti možnost, da si premisliš. Da si premislim, ja. Pa sem ostala, pa ste še vedeli za krog. Zdaj, če bi jaz zadel 3 od 3, ne, bi to že bilo skoraj kot čarovnija, kaj praviš? Ja. Glej, poskusimo. Kar pokaži svoje. To pa je noro. Res noro. Wow. Kaj si misliš o tem? Trenutno še ne vem, kaj si mislim o tem. Tako imam v mislih vse. Ker je nekaj pač ni vsakdanjega to, no. Ne. Poskusimo še zadnjima 2. Okej. Tega odloži tu. Si sledila svoji intuiciji? Dala si to, kaj si čutila? Ja. Jaz sem dal dol to, kaj sem predvideval, da boš dala dol. Okej. Kar poglej. Oboje? Neverjetno. 5 od 5. Ja. Joj. Čarovniški trik ali 6. čud? Jaz verjamem, da je 6. čud, no. Moje mnenje je pač v tem, da vseeno razmišljam, probam razmišljati bolj realistično in si predstavljam, da je tu zadaj vseeno nek trik in neka nebesedna komunikacija, ampak glede na to, da sem pač sama to doživela, ne vem, pač imela sem res občutek, da mi deluje v moje misli, ne, tako da, ne vem. Bilo je zelo zanimiva izkušnja, pač še večja potrditev v meni, da če slediš svojim občutkom, temu, kaj čutiš, pa včasih mogoče malo ignoriraš nekim premislekom, da si na pravi poti. No, jaz mislim, da je bila to res ena nova izkušnja. Nisem še doživela ničesar takega prej v življenju, tudi na študiju psihologije. Seveda se ne ukvarjamo s takšnimi stvarmi, tako da nekaj novega, zanimivega pa paranormalnega. Nisem pričakovala takega izida, zato ker drugače ne verjamem v to parapsihologijo in v 6. čud, ampak me je to čisto presenetilo in bom verjetno začela malo drugače gledati na stvari. Ja, izkušnja se mi je zdela zelo neverjetna, nekaj nenavadnega vsakdanjega. Še vedno premlevam to v mislih, ampak ko bom prišla domov, pa ko bom prišla ven iz te dvorane, bom še verjetno kar razmišljala o tej izkušnji, tako da super je bilo.